Spoštovane gospe in gospodje, pozdravljeni in dobrodošli na današnji novinarski konferenci, ki smo jo pripravili z namenom, da vas seznanimo z dogajanjem v tako imenovanem veselem decembru. Namreč v zadnjih letih se je kar nekaj dogodkov že ustalilo v naše okolje, da popestri te praznične dni, da skrajša dolge večere in noči, pa vendar je tudi letos kar nekaj novosti, za katere želimo, da jih dodobra predstavimo, da bi se čim bolje prijele v naših krajih. Z nami smo danes tukaj za tem govornico magistrica Renata Klančnik, direktorica Javnega zavoda Splošna knjižnica Slovenske Konjice, in pa gospod Cveto Štefanič, predsednik Turističnega društva Slovenske Konjice. Oba bosta kasneje dobila besedo, da bosta povedala pravzaprav namen in pa te novosti, to dogajanje. In pa seveda tudi tisti, ki bodo pomagali soustvarjati program. Predvsem imam tukaj v mislih gospoda Branimirja Klevžeja, direktorja Glasbene šole Slovenske Konjice, poleg njega Karmen Kukovič iz Mladinskega centra Dravinjske doline. Pridružil se nam je Rok Zbičajnik, Matej, narobe, tule je sprememba, iz ansambla Banovšek in pa iz kulturnega društva Godba Napihala Slovenske Konjice predsednica Ana Kovačič. In jaz predlagam, da mogoče predstavimo nekaj novosti, potem pa bosta sogovornika povedala vsak svoj del in pa na koncu, če bo potrebno, damo še besedo vsem tistim, ki sem jih zdaj v samem uvodu naštel, da pojasnijo tudi njihov prispevek v tej skupni zgodbi, ki jo tokrat imenujemo Srečno pot v novo leto v Konjicah. Mičken drugačen bo nadgradnja tistega, kar smo že do sedaj imeli, smo nekako povezali z zgodbo vlaka, ki je nekoč vozil med Poljčanami, Konjicami in Zrečami. In to je ta osrednja nit, ki hkrati tudi povezuje ne samo kraje v konjiški občini, ampak tudi v sosednje Zreče in na nek način simbolno vse organizacije v tej dolini, od turističnega društva, šol, vrtcev, različnih društev, javnih zavodov in pa seveda vseh posameznikov v občini in verjamem, da tudi v celotni turistični destinaciji Rogla-Pohorje. No in ta praznični vlak bo vozil med 26. in pa 30. decembrom, med 16. in 20. uro. Njegova proga pa seveda ne bo po trasi nekdanje železnice, ker gre vseeno za sodoben vlak, ki bo, vagoni bodo ogrevani, tako da ne bo nikogar zeblo. Bo pa ta brezplačni vlak vozil od parkirišča pri Konosu, mimo Doma kulture, čez cel Stari trg in potem tukaj spodaj pri Župnijskem domu desno, pri gimnaziji nazaj po Tavčarjevi in se pri stavbi Nove Ljubljanske banke zopet priključi na traso Starega trga in potem preko mestnega do parkirišča pri Konosu, kjer bo pač obrnil. Seveda bodo vmes postajališča, tako da bodo lahko potniki vstopali in izstopali na samem Starem trgu, kjer so kavarnice, tukaj pri Župnijskem domu, kjer bodo lahko skočili tudi v Grofovo kavarno, tako da verjamem, da bo to ena takšna posebna popestritev. Mogoče še 2-3 besedice okrog prazničnih luči in o dogajanju na Mestnem trgu, kjer imamo že nekaj let umetno drsališče in vso zgodbo okrog tega. Včasih me kar stisne, ko prebiram v medijih kakšne zneske gredo za to javno razsvetljavo in zdaj nisem videl, da je samo piramida v Mariboru ostala 50 000 evrov. No, ne se bati, mi smo
s proračunom dosti bolj kratki in vsako leto pač nekaj dokupimo tistega, kar je ali zastarelo ali dotrajalo, tako da okvirni strošek, ki bo namenjen v naši občini, je približno 3000 evrov. S tem pa je treba upoštevati, da imajo posamezne krajevne skupnosti pa nekaj svoje osvetljave, tako da je ta znesek je mičken večji, ampak s tistim, kar direktno iz postavke javne razsvetljave namenjamo, je to 3000 evrov in to je tudi vse. Pri veselišču pa, kot je že običaj, pred Domom kulture, tokrat bo odprtje 5. decembra, malo kasneje kot običajno ob 19. uri, ker je to pred tem je namreč miklavževanje in da se ne bi dogodki prekrivali, da bi se dopolnjevali, je to ob 19. uri in pa vsak dan v času trajanja božično-novoletnih počitnic bo to odprto med 10. in 12. in pa med 14. in 20. uro, sicer pa med 15. in 20. uro. Tokrat bo malo spremembe pri koriščenju, namreč prej smo bili navajeni, da so kakšen evro pobirali za drsanje in pa za izposojo drsalk. Tokrat smo rekli, da bo to ekipa Zavoda za šport skrbela brezplačno, da se ne bomo s tistim evrčki lovili. No, mogoče še 3-4 poudarke iz dogodkov iz urnika župana za mesec december. 5. decembra dopoldan ob 11. uri bo že tradicionalen sprejem za prostovoljce. Običaj je, da se jim zahvalimo za ves trud, za njihovo prostovoljno delo v preteklem letu in se seveda priporočamo tudi za naprej. Tokrat bo malo drugače v smislu osrednje gostje. Tokrat bo to varuhinja človekovih pravic gospa Vlasta Nussdorfer. Potem tisti teden, drugi teden v mesecu decembru bo zelo poln 11. december, to je torek. Najprej v dopoldanskih urah ob 11. uri v tem prostoru tradicionalni sprejem za podjetnike, ki bo malo popestren tokrat za tole razstavo stoletnice konca prve svetovne vojne in pa predstavili bi tudi strategijo Dravinjskega poslovnega kluba. Ta predavanje oziroma predstavitev bo na temo vedno aktualnega, se pravi digitalna transformacija družbe oziroma podjetij v našem okolju, v naši Dravinjski dolini. Popoldan ob 17. uri pa bo konstitutivna seja občinskega sveta. Vezani smo na roke in to je v bistvu predzadnji dan, ko še lovimo tisti zakonski rok, da opravimo to formalnost. Potem pa je v tistem tretjem tednu od 17. pa do 19. je pa že tradicionalno tudi obisk vrtcev naših zavodov, kot so Čebela, varstveno-delovnega centra in pa tudi Lambrechtovega doma. To pa je v bistvu kratek povzetek vsega, kar je resnično bogato dogajanje, tega je kar nekaj strani, seznam teh dogodkov. Več boste seveda povedala moja sogovornika, pa bi mogoče najprej glede same ideje, zakaj vlak, na kakšen način, letos bo posebej osvetljena ta kompozicija pri Radio Rogla, da že tudi na glavni prometnici, ki vodi skozi mesto, ljudje vidijo ta vlak, ki je včasih v temi skoraj neviden, pa ga dajmo malo poudariti. Pa bom predal besedo gospodu Cvetu Štefaniču, da nas seznani za to njegovo idejo in tudi pove, na kakšen način bi se skupaj zapeljali. Hvala lepa, gospod župan. Lep pozdrav vsem. Ko sem se pripravljal na današnji dan, kaj vam naj povem, sem se odločil, da bom v kratkih besedah moral opisati, odkot je ideja.
Ko sem postal predsednik turističnega društva, sem skozi razmišljal, ko pravijo, ljudem je treba vrti na smeh, kar uporabljajo, ampak ideja je zaradi tega, ker če se ne bomo povezovali, ne bomo svojih ljudi v naši dolini naučili, da moramo spoštovati delo levega in desnega na vsakem koncu in povezovanje je edini pogoj, da bomo v mesto slejko prej dobili ljudi. Če bomo mi sprejeli mesto in okolico s takim načinom, da bomo do njega odgovorni, potem bojo tudi turisti prihajali. In prišla je ideja pri vseh prireditvah, da je način povezovanja med občinami, med kraji edina varianta, da bomo recimo tudi prireditve v mestu speljali na tak način, da bomo spoštovali preproste prireditve ali pa velike koncerte. In prišla je ideja zato, ker vsa mesta po Sloveniji iz mojih izkušenj imajo neko atraktivnost. Eni imajo recimo jaslice, ki smo jih delali v Vojniku 4 leta, 5 in pogledajte, dokot je prišlo, so rekli, se je zmislili. Isto je fontana v Laškem. Tako smo prišli na idejo, da edino povezovalno sredstvo, ki je iz preteklosti lahko, je naša železnica, ki smo jo ukinili. Mi smo ji dali lep spomenik, to se pravi, železnica je tu, vemo, kje je šla trasa, obeležja so in praktično od Zreč do Poljčan je ta povezovala v preteklosti ljudi v tehnologiji in tak. In gledajte, prišlo je do tega, da smo povezali ljudi iz cele doline. Društvo je samo tisto, ki želi družabno življenje ljudi, kje se bo pa denar našel, imamo pa druge institucije. Samo ideja je treba, da se utrip v mestu najde. Zdaj se je pa zgodilo to, da ko smo po razgovorih šli, ko smo se pogovarjali z ljudmi, so sprejemali ideje z odprtimi rokami. Jaz sem presenečen tak, da ne morem verjeti, recimo, da s to komunikacijo smo dosegli to, da je dolina cela prevzela ta koncept. Vam bom povedal nekaj stvari, da društva so želela en napotek, ne da jih pustimo kot takšne, ne izberite nekaj po svoji presoji. Če jim daš koncept, potem mu sledijo. In moja vizija je to, če smo letos začeli s tem konceptom, v 2-3 letih bomo mi turistično atraktivni. Zato, ker bodo gostinski lokali, razne ustanove pristopile k temu, da bomo odstranili kitajske dekoracije, da bomo odstranili tisto, kar ne sodi v naše okolje, ampak da bomo privabili gosta. In to se nam je tudi zgodilo. Bom šel kar po dolini, pa vam povedal po dolini, jaz sem bil najbolj vesel sestanka, ki sem ga imel v krajevni skupnosti z raznimi akterji, ker tam moraš pozvati gasilce, vse preproste gospodinje in tak naprej. V spodnjih lažah bo maketa, na hišah bojo nekatere lučke, na Zbelovem so stopili gasilci, krajani, skupaj bojo naredili nekaj na to temo. Največje navdušenje pa seveda mi je dal gospod Popovič, direktor vrtcev, ko je sestavil en program in smo imeli na sestanku udeležbo neverjetno in so pristopili vsi, Andrej Gumzej, Srečko Firč, Boris Škrinjar, Stanko Vezjak, gospod Čakš. Kaj se je zgodilo? Mi smo povedali, kaj želimo in tu so zdaj predstavniki, jaz sem navdušen. Izdelala se bo ta 2 vlaka, ki bo ta krasila mesto. Vse izložbe smo določili, da se bojo očistile, vse izložbe v mestu bojo dekorirane, vrtec bo dekoriral, vse izložbe zapuščene, nezapuščene, stojnice bojo. 12. in 19. bodo v Ločah 2 prireditve, šolska predstava in potem večerska predstava. Stojnice bojo, ljudje so pristopili, kuhano vino, pecivo bojo ženske peke, Loče so stopile v 5 minutah skupaj. In jaz sem najbolj vesel, da lahko o teh stvarih govorim. Isto Žiče in Draža vas, ki so ob železnici. Direktorica knjižnice bo povedala, da je tudi na to temo se zdaj naredila železniške postaje po imenih. In čestitam Ločanom, še en sestanek bo in cele Loče bojo živele s tem in tudi v novo leto stopajo na ta račun. Se preselimo v Slovenske Konjice. Ko smo v Slovenskih Konjicah dali predlog, smo prosili direktorico, naj nam nekako omogočijo, da bi enkrat to veliko smreko okrasili. In je prišlo do dogovora, mi smo se kot društvo odločili, začeli z akcijo. In kaj se je zgodilo? Šola je maja meseca, šola pod Goro, je maja meseca dala v program, ravnateljica je dala v program in so naredili delovni dan. Cela, mislim, višja stopnja je delala, vsi profesori ste delali, to je bil dogodek, v katerem je vredno govoriti. Kaj so izdelali? Gospod Jože Onič je naredil maketo vlaka, ki je enostavna, da smo jo lahko izdelali. Gospod Hrovat je vzel to pod okrilje in so izdelali, da vam ne bom povedal, 500 okraskov ročno izdelanih.
In to bo krastilo zdaj Konjice, ena radovednost. Sigurno bo in kaj se je pa zdaj zgodilo. Smreke smo pač predlagali, da bi naj v tej temi bile in se širi skozi do Zreč. Zrečani pridejo kot gosti nam okrasiti na to temo, Zrečani bojo prav tako osvetlili vlak, Zrečani bojo tam pri vlaku imeli kulturne prireditve in vsa tema se je razselila po celih Zrečah in zdaj po celi dolini. In zdaj, če bomo o tem govorili, se bojo nekateri tudi recimo pridružili tej naši ideji. Šole, varstveno-delovni centri, komunala, center ponovne uporabe materialov, center ponovne, vsi delajo na temo železnice, spomina železnico in kaj se bo zgodilo. Letos bo mogoče malo drugače, moramo o tem spoštljivo govoriti, ker smo pač na začetku, čez 3 leta smo mogoče cela dolina atraktivni, tako da jaz mislim, da je ideja našla pravo stvar, gasilci bojo pomagali okrasiti Jelko, vsi tehnično osebe bojo pomagali, da bo to tako naredilo. In mestno jedro skozi okrog konjev na mostu, nazaj sem proti tržnici, to bo vse urejeno. To se pravi, pristopili so vsi, Čebela, šola v parku, Štorklina hiša, ki ima kar velik kompleks za obdelati, varstveno-delovni center, isto po navodilih materiale smo zrihtali, vsi mizarji v Slovenskih Konjicah so pristopili, so nam pomagali, barve smo pridobili tudi od direktorice knjižnice, nekaj drugo so dali samostojni podjetniki, ki delajo z barvami oziroma ki jih prodajajo. Ta aktivnost je tekla zdaj 5 mesecev in nam je do to uspelo. Zdaj nam ostaja samo še 14. december, da to okrasimo, da se posvetujemo za pomoč, da najdemo pomoč tam, kjer je, da se strokovnim kadrom posvetimo, pa da si povežemo z roko v roki in to mesto naredimo tako. Ob zaključku naj še rečem, da smo pogovarjali se s tistimi, ki so, se neko naredite se malo otroke v tem mestu, ker drugače ne bomo vrnili na smeha mestu, tako da se dela dekoracije v starem mestnem jedru, zato ker bo Tatenbach, tam bo tudi postajališče, tam bo stal naš Konjičan, ki bo vozil in cela ta ulica, Tatenbach bo imel svojo opremo zunanje, da nam rekel, da bo imel štacion Bahnhof, ali kako se bo imenovali po naše slovensko, se pač govorimo o idejah, in tudi recimo restauracija Zanzibar že izdeluje neverjetno dekoracijo na svoje stroške, so lokali stopili skupaj in delajo in izdelujejo dekoracijo. Jaz več o tem vam ne morem govoriti, ker nekaj presenečenj mora ostati, ker tudi mi, ko bomo to nameščali, bomo najbrž tudi včasih malo presenečeni. Mi gremo sodelovati v Zreče, mi bomo vrnili obisk v Loče, mi se maksimalno trudimo, da bomo pomagali angažirati, zato se tudi v tem trenutku na vas novinarje obračam v tem smislu, da pomagate v Ločah obuditi to, kar bodo naredili, ker so res stopili zraven, prireditev 12. in 19. podprimo, gremo to pogledati, dajmo se družiti, ker je to pač cela dolina. Za mestno jedro pa tako razumem, da nam bo to uspelo, ker tako noben ne ve, kako naj bi bilo in mislim, da kako bo moralo biti za mesto lepo. Sem siguren, da bo ta radovednost v Konjice pripeljala detke, babice, mamce, ateke in vse radovedne. In naslednje leto imamo točno začrtan cilj, da nadaljujemo na to dekoracijo, ki smo jo naredili, na to temo in v 3 letih nam bo uspelo. Hvala lepa. Hvala lepa Cvetu Štefaniču in čestitke za tole idejo in pa hvala za vso energijo in zanos, ki je vložil v zadnjih mesecih v razvijanje te ideje in tudi pritegnitev vseh sodelujočih. Zdaj bom pa predal besedo še direktorici javnega zavoda Splošna knjižnica, kjer pa skrbijo za vse ostale dogodke, spremljevalne dogodke in pa na koncu koncev tudi za samo silvestrovanje. Pa še en stavek. Še vedno so vprašanja po 8 letih, ali bo ognjemet ali ne. Mislim, da ga mi že 8 let nimamo. Je pa tistih zasebnih, tako in tukaj, da ljudje sploh ne ločijo, da ni tega, ki bi ga financirali s proračunskim denarjem. Izvoli, direktorica. Hvala lepa za besedo. Torej, pozdravljeni tudi v mojem imenu. Tik pred veselim decembrom vam želimo torej predstaviti dogodke, ki bodo zaznamovali ta praznični čas v našem mestu. Lahko rečem, da bo mesto obarvano v soju 3 prazničnih, dobrih decembrskih prazničnih mož. Torej, kot je bilo omenjeno, že 5. decembra pričnemo z miklavževanjem
in odprtjem drsališča. Takrat bomo tudi skupaj prižgali praznično mestno razsvetljavo. Nato pa se bo vse do konca tega leta, torej do zadnjega dne v tem letu, zvrstilo kar okoli 60 različnih dogodkov, ki smo jih izbrali, in večina njih je predstavljena na tem prazničnem ali lepo oblikovanem plakatu, ki ste ga tudi dobili. Si ga boste lahko tudi v svojih pisarnah ali celo doma namestili, da ne boste pozabili na te dogodke. Torej, 22 organizatorjev iz naše občine bo pripravilo več kot 60 različnih dogodkov, vse od koncertov, ustvarjalnih delavnic, gledaliških in filmskih predstav, razstave, tradicionalni koncerti glasbene šole, godbena pihala, božični koncert Klape Rišpert, ki ga pripravlja Radio Rogla, pa koncerti v organizaciji Mladinskega centra Dravinjske doline. Ne smem pozabiti na dogajanje v knjižnici. Tik pred tem smo, da bo izšla 4. literarna revija Spirala, ki bo sledil torej tudi glasbeno-literarni večer z gostom Vinkom Möderndorferjem. Potem pozabiti ne gre na vključenost lokalnih gostinskih ponudnikov v mestu, kot je že gospod Štefanič omenil. Vsi se bodo nekako vključili v to rdečo nit našega nekdaj zelo popularnega vlaka Konjičana. Pestro dogajanje nam napovedujejo, tudi to je že bilo omenjeno, v krajevnih skupnostih, torej poleg Loč tudi v Žičah zelo pestro dogajanje, kjer bodo za dogodke skrbela različna društva in pa krajani. Torej vrhunec pa skupno silvestrovanje na mestnem trgu z skupino The Palinka Band. Spremljevalnega dogajanja sta se dotaknila tako že župan kot tudi gospod Štefanič, pa vendarle naj omenim, da bo drsališče tudi to leto obdano z toplim gozdičkom in z lesenimi hišicami, ki smo jih to leto poimenovali po železniških postajah, vse od Zbelovega, Loč, Draža vas, Konjice in pa seveda na koncu tudi Zreče, ker se nekako obnašamo destinacijsko. Za celotno celost, torej za novo celostno podobo, ne smem pozabiti, je poskrbel naš domačin Mitja Krančan in pripravil torej tale lepi plakat. In ne samo to, pred kulturnim domom bomo imeli to novo celostno podobo tekom celotnega dogajanja. Na koncu lahko rečem še samo to, srečno pot v novo leto. Super, hvala. Pa bi še mogoče za konec, ker smo mogoče ene stvari premalo poudarili ali pa prepustili, da sami povedo, bi zaprosil gospoda iz ansambla Banošek, da pove, da je najprej ta dogodek drugi. Jaz sem nastavnik oziroma kitarist ansambla Banošek. To nedeljo ob 5. prirejamo tukaj v športni dvorani naš samostojni koncert. Bom pa tako rekel, na letnem nivoju ansambel Banošek zelo malo igra v naših koncih, veliko nastopamo po Sloveniji, tujini in zelo veseli smo, da ti ljudje, ki nas okrog poznajo, pridejo to nedeljo sem v naše Konjice, kjer bodo videli lepote našega kraja, program, vse skupaj bo posnela televizija Slovenija, tako da lepo vabljeni. Z nami bodo tudi gostje ansambla Akordi in Saša Pasnik. Vabljeni, hvala. Hvala lepa. Pa mogoče še gremo na glasbeno šolo. Bi malo povedal, kakšne so vaše načrti za veseli december, kot mu rečemo. Ja, malo sem poslušal predelo, fantastična. Mogoče malo si to naredil, pravzaprav glasbena šola Slovenske Konjice je ideja izpočan. To verjetno ne veste, tam se je osnovalo, takrat so bili tozdi, pa te zgodbe različne, tako da ta vlak pa glasbena šola je nekaj na sredi centru zdaj. Ampak pustimo to sem zdaj vmes poslušal. Jaz si pripravljen tekst, tako da ne kaj pozavam. Glasbena šola Slovenske Konjice sodeluje s svojimi točkami v številnih dogodkih organiziranih skozi celo leto, še posebej seveda v teh predprazničnih in prazničnih dnevih v mesecu decembru. Predpraznično vzdušje bomo praktično pričeli soustvarjati že danes na popoldanskem nastopu godalnega in pihalnega orkestra na bazarju Osnovne šole Zreče. V petek 30.11. in soboto 1.12. bomo popestrili kulturna programa na podelitvi priznanj zaslužnim za prestižna nagrada Entente Florale v občini Zreče
in 40. obletnici območne odprte zbornice Slovenske Konjice. To so zdaj kratkoročni dogodki. Naša glavna nastopa v mesecu decembru se bosta kot vsako leto dogajala v Domu kulture Slovenske Konjice. Prvi bo v sredo, 19.12.2018 ob 18. uri. Na tem nastopu se bodo predstavili učenci plesne oddelka, to je plesne pripravnice, baleta in komornih skupin. Na odru se bo zvestilo preko 60 otrok različnih starostnih skupin. Kaj točno nam bodo pričarali, ne bo zaenkrat čez skrivnost, sem pa zagotovo prepričan, da bodo obiskovalci po nastopu zapustili Dom kulture dobre volje sproščeni in vsaj za nekaj časa pozabili vsakodobne skrbi in obveznosti. Drugi veliki dogodek v naši organizaciji bo v četrtek 20.12.2018 po 18.30 uri. Prav tako v Domu kulture Slovenske Konjice. V tem koncertu se bodo predstavili vsi šolski orkestri, mali harmonikarski, mali kitarski, godalni orkester, pihalni orkester s pevskim zborom in pevskimi solisti. Sodelovalo bo več kot 100 nastopajočih. Program bo obarvan različno, tako kot je za ta čas primeren. Tudi po tem koncertu boste iz dvorane odhajali z lepimi občutki, hvaležni še za eno čudovit dogodek. Še bolj boste verjeli v naše otroke, kajti znova in znova nas presenetijo, kaj se zmogajo. Oba dogodka sta hkrati namenjena tudi prostovoljnim prispevkom šolskih sklad. Izkupiček že nekaj let namenjamo subvenciji plačila materialnih stroškov učencem in socialno šibkejših družin. In še zadnji dan pouka, torej v petek 21.12.2018 vas vabimo ob 14.30 uri na tradicionalni nastop učencev pod Novo leto Smrečko. Nastop bo po koncertu dvorani glasbene šole. Na nastopu se v glavnem predstavijo učenci, ki imajo na ta dan pouk. Isti dan ob 16.30 uri še razredni nastop naših učencev CITR v sodelovanju z osnovno šolo Oplotnica in predstavitvijo kratke igrice. Se pravi, mogoče bo naslednjič podbal vlak še do Oplotnice. Vsi nastopi in dogodki so redno objavljeni in osveženi na naši spletni strani in Facebook profilu. Skratka, pa ga uživajte. Hvala lepa. No, v temle niti ni toliko samo šala. En krak ozkotirne železnice je bil speljan iz Tepanja, oziroma iz Perovca, iz Tepanja do Draže vasi Tepanja v Oplotnico, da so vozili kamenje z Cezlaka svoj čas, kot neke vrste industrijski tir. Renata je rekla, da še nekaj pozabila. Ja, pozabila, ne. Začela sem s prvim dobrim možem, pozabila sem pa nadaljevati za preostalima dvema, ne. Torej, Božiček bo po vrtcih obiskoval z kartuzijansko konjenico naše najmlajše otroke, mi pa bomo našim najmanjšim pričarali otroško silvestrovanje 30. decembra, zelo pomembno za vse naše najmlajše. Torej, Dedek Mraz se ne bo pripeljal z vlakom, ampak še vedno z lepo okrašeno kočijo v sprego 4 vrancev in na koncu obdari vse otroke z knjižnimi darili, tako da bo prav lepo in pa na koncu bo še zabava z duo Be Cool. To sta tudi dva mladeniča, nadobudna, ki pa razveseljujeta mlade. Enkrat letos smo jih že poslušali in verjamem, da bodo mladi radi prisluhnili tudi še enkrat. Ne bom se zdaj osredotočala še na 26. in na vse tiste dogodke, to ste dobili v novičkah, tako da, če bo koga kaj zanimalo, seveda bom na voljo, ker lahko bi zdaj sedeli še eno uro in štegali dogodke. Hvala. Dogodke je očitno toliko, da še sami pozabimo na kakšne detajle. Verjetno, da tudi Mladinski center Dravinjske doline pripravlja za naše mlade marsikateri dogodek, pa bom prosil Karmen Kukovič, da na kratko pove, verjamem, da jih je veliko. Hvala lepa. Ja, za mlade in seveda tudi za druge generacije podavabljeni vsi. Načeloma pa mi začeljamo že kar s 1. decembrom in sicer organiziramo vinske vibracije, na katerih bodo svoje delo in kulturo zmernega uživanja vina predstavili mladi vinarji in vinarke. No, z nami bodo vina Doppler, Meum, Založnik, Andrejc in Gauver. Dogodek bo odprla razstava mladega umetnika iz Oplotnice, Jureta Pozneta, ki se bo predstavil z risbami tatujev. Po 2 omenjenih aktivnostih pa bo izveden nastop Amaje oziroma Maje Kevc s skupino. V decembru na to
organiziramo še 2 dogodka, in sicer 15.12. bo z nami ajdovska skupina Odprava zelenega zmaja, 22.12. pa urbana skupina Murphy. No, takrat bomo tudi zopet izvedli sodelovanje z Zavodom Vozim, in sicer v sklopu preventivne akcije Heroji furajo v pižamah. No, v sklopu akcije bo mladim obiskovalcem in obiskovalkam omogočeno, da bodo lahko koristili brezplačen prevoz na in iz zabave. Prevoz pa bodo upravljali člani in članice Zavoda Vozim, ki so na invalidskem vozičku. Gre za inicijativo Zavoda Vozim, Zavarovalnice Generali in Toyota Slovenija, ki pomembno prispeva k osveščanju mladih o tragičnih posledicah vožnje pod vplivom alkohola in pomembno tudi prispeva k zmanjšanju števila prometnih nesreč, ki jih povzročijo mladi pod vplivom alkohola. Zdaj dovolite, da zaključim predstavitev s citatom, ki ga je včeraj poslal Zavod Vozim. Heroj je vsak, ki se usede v avto, četudi sredi noči in pižami, ki vozi odgovorno, nikoli pa pod vplivom alkohola in pazi na svoje bližnje in ostale udeležene v prometu. Hvala. Hvala lepa. Naj dodam še en podatek, da vse te akcije osveščanja imajo svoj rezultat, kajti po zadnjem martinovanju je bilo v Škavcah nedeljo zjutraj zagotovo več kot 10 osebnih avtov parkiranih, še kar tam, se pravi, so izbrali tisti, ki so se preveč poveselili, pa drug način, da so prišli domov. In še kulturno društvo Godba napihala, Ana Kovačič. Ja, jaz vam pražila, da ne bom tam čez hodila. V glavnem letos Godbeniki pripravljamo že 28. božično novoletni koncert. Tudi tokrat bo v 2 večerih, v soboto 22. in v nedeljo 23. decembra ob 18. uri v Domu kulture v Konicah. Predstavili se bomo s tradicionalnimi božičnimi skladbami in tudi s kakšnimi modernimi, tako da pustite se presenetiti, vabljeni. In pa po 27 uspešnih božično-novoletnih koncertih pod taktirko Iva Kazberka bo letošnji koncert prvič oddirigiral naš novi dirigent Tadej Drobne. Tako da vabljeni 22. in 23. decembra na naš koncert. Hvala. Super, hvala lepa. Če želi še kdo kaj dodati, mogoče še predstavnika iz Loč, Srečka Firšta malo pozovemo, če bi kaj dodal. Lepo pozdravljeni. Slišali ste za te naše dogodke, mi smo zelo skromni, ker Loče tudi niso, ne vem kakšne vole kraj. Pa začeli smo že pred leti druženje po maši, takrat pač največ ljudi dobimo na kup, postavimo z 2 stojnice, na eni se toči kuhano vino, na drugi čaj, malo je druženje, pride kdo s harmoniko, mogoče pevci zapoje in to je to. Druga 2 dogodka, ki sta pa povezana, pa že kako veste, za njih bo Koničen voz v Ločah, to je skupaj z vrtcem in osnovno šolo, tako da smo čist na en skromen način, jaz sem nekih vodov zarihtal, pripravo lesene tirnice, tam bomo postavili simbolični vlak, pa ena maketa bo postala pred bivšo trgovino, tista bo narejena iz palet, to bodo otroci poslikali. Pa druženje po polnočnicah je tudi v Ločah, in to vsako leto je to malo tako, takrat tudi skuhamo kako vino pa čaj, pa vsi pravijo kako ognjemet. Jaz rekel, ja, vse veste, da to se ne spodobi, In potem pravijo, ne bomo prišli, če ne bo ognjemeta. Tako da hvala, to je za... Hvala lepa. Ja, pa vas bo ognjemeta, ne? Ne. Pri nas je zasebnik to, da ljudi sploh ne opazijo, da ni uradno. Pa res to? Res je tak poka, da je že dovolj. No, ker tak ognjemet pa stane približno toliko, ko je vsa oslikava. Najmanj. Pa stane vse te ostale zadeve, drsališče in tako? Torej, drsališče je postavil Zavod za šport s pomočjo sponzorjev, ki so pač pomagali, drugače pa vse te prireditve v sklopu Centra za kulturne prireditve pa nas bodo stale s to celostno podobo nekje okoli 12.000 evrov. Če upoštevamo pač vse stroške, ne samo nastopajoče, ampak vse spremljiv. To je približno toliko kot minula leta? Ja, približno toliko, ja. V zadnjih letih se predvsem osredotočamo od 26. dogajanja naprej,
Prej smo imeli celo vsak večer manjše koncerte, vendar smo ugotovili, da je bolje, da naredimo odmevnejše, zato imamo letos tudi med drugim Čale Sale in kot sem že rekla Bikuli in silvestrovanje z Palinka bandom. Stroški so pa približno enaki za te prireditve vsa ta leta. Plus veliko volontarskega dela, okraševanje smeričic, plus veliko angažmaja. Recimo smreko, ki smo jo danes postavili pred Domom kulture, nam je sponzorsko podaril gospod Polegek, domačin. Nas je bilo zelo strah, kako jo bomo spravili do Doma kulture, ker je ogromna. Smrečice, ki sledijo, bomo letos tudi dobili iz gojenih nasadov, da bodo lepe, krasne, ker so pač bile v lanskem letu pripombe, da niso preveč lepe, ne? Ampak glede na to, da so nam jih pomagali v lanskem letu v snegu iz gozda, po domače rečeno, vlačiti karsovci in pa gozdarji, si pač nismo mogli izbirati, kakšne bomo imeli, ker je bilo nemogoče razmere, da smo jih pripeljali, zato smo se letos v stilu te krasne novoletne jelke odločili, da bomo tudi te po mestu pripeljali takšne, da bodo res lepe. In seveda tudi lepo okrašene s pomočjo vseh inštitucij in organizacij, ki zdaj že 3. leto zapovrstjo pomagajo pri krašenju smrečic. Koliko smrečic bo? Torej, glede na prijave za krašenje, jih bo tam verjetno okoli 30, nekaj takega kot lanskem letu. Še kakšne zdraven, tako da mislim, da bo lepo. Ja, pa še nekaj dol na mestnem trgu, kjer bomo tudi za kuliso potem uporabili tudi vlakec leseni, ki zdaj domuje pred bivšim vrtcem na Slomškovi, Sameva. Zdaj ga bomo dali malo na mestni trg, da se bojo lahko tudi otroci malo po njem poigrali. Torej na nek način vlak, ki pripelje iz Gozdičko. No. Pridite pogledati. Prej ste vi omenili najcej druge izjemne zgodbe sosednjih občin, ampak s tem ste me spomnili, ste imeli že izjemno zgodbe iz izložbe, kako se že imenovala. Kaj se s tem zgodilo? Zakaj ne gradite na tem naprej? No, glede na to, da ste to že pred 10 leti, vem, ko še te občine, ki ste jih omenili, nič niso imeli. Ja, torej, to je bila avtorska zgodba gospe Zvezde Novljanove, ki je pač potem svoje sodelovanje oziroma svoje delo preusmerila tudi v druge občine. Res pa je, da kot je bilo povedano, da zdaj v samem mestnem jedru nič kaj praznih izložb več ni, ne? Dejstvo je, da so te pisarne oziroma so prostori zasedeni, bodi si z dejavnostjo, bodi z kakšnimi inštitucijami, ki imajo svoj sedež. Tako da smo mi v tem času te izložbe s pomočjo vrtcev in šol okraševali tekom leta, se pravi v sklopih pomladno, poletno, jesensko okraševanje. Sedaj pa je prišlo tako daleč, kot sem rekla, da pravzaprav te izložbe niso več na voljo. Ne? Tako da gospa Zvezda pa z svojimi idejami tudi navdušuje po drugih mestih. Še eno malo predvodilno, ker ste ravno tudi že nanizali dogodke v decembru. Kaj vse vas čaka v kabinetu župana? Kaj pa če prije do preobra? Jaz sem govoril o tem, da ima v županovem koledarju je to napisano. Ne? To se pravi, ne verjamem, da kdorkoli, oziroma če pride gospod Ratajc, da bi spustil obiske vrtcev, ki so že zares tradicionalni. Glede, vedno so pričakovanja, če se človek ne bi z optimizmom lotil ene zadeve, potem ne more biti rezultata. Jaz seveda, če sem se lotil, pričakujem, da bo v drugem krogu sicer na tesno, ampak da bomo šli po stari poti naprej. Mi vsi skupaj pa pričakujemo srečno pot v novo leto. Bravo. Bravo.